V slovenski kinematografe v tednu, ki je pred nami, prihaja animirana družinska postolovščina Rio, v kateri bomo med drugim lahko slišali tudi Jamieja Foxxa. Ob tej priložnosti smo se odločili predstaviti nekaj najboljših dosedanjih vlog tega z Oskarjem nagrajenega filmskega igralca. Med 5 filmi, ki brez omenjenega 43-letnega igralca zagotovo ne bi bili tako dobri kot so, vam kot prvo predstavljamo biografsko športno dramo Ali. Gre za življenjsko zgodbo športne legende boksarja Muhamada Alija, ki se razteza od njegovih zgodnjih dni pa vse do njegovih nepozabnih in razborljivih borb v ringu. Režiser Michael Mann je več kot odlično ravnovesil osebno in politično tematiko zgodbe. Brutalni prizori bojev in iskrena rasna vprašanja skupaj z veliko čustvene globine in zmagoslavno igro Willa Smitha pa film naredijo v elegantno in inteligentno zgodovinsko dramo. Ko omenimo tega 13. decembra leta 1967 v Teksasu rojenega igralca, ne moremo tudi mimo muzikala Sanjske punce. Filmska predelava slavnega broadwayskega muzikala spremlja trio zabavnih soul pevk, katerim v zgodnjih 60 letih s pomočjo ambicioznega menedžerja uspe tako želeni prehod v popularno glasbo. Elegična in pretresljiva, glamurja stare šole prepolna, zabava se lahko pohvali tudi z odličnimi pisanimi kostumi in glasbo, ki je ne boste le slišali, ampak tudi začutili. Igralec, ki velja za prvega afriško-ameriškega igralca v istem letu nominiranega za Oskarja v kar 2 različnih kategorijah, nas je navdušil tudi v biografski glasbeni drami Solist. Novinar Los Angeles Timesa Steve navdih za svojo kolumno najde v shizofreničnem brezdomcu Nathanielu, ki je pravzaprav pozabljeni glasbeni genij z neizmerno ljubeznijo do glasbe. Splete se nenavadno, predvsem pa nekonvencionalno prijateljstvo, ki bo obema zavedno spremenilo življenje. Vrat je navdihujočo resnično zgodbo o transformacijski moči glasbe na velika platna prinesel s pristnim sočutjem in perfektno brezkompromisno igro obeh glavnih protagonistov. En najboljših filmov igralca, katerega je revija People Magazine leta 2005 uvrstila na lestvico 50 najlepših ljudi, izvira iz leta 2004. Biografska drama Ray, ki je Foxxu prinesla prvega in do sedaj tudi edinega Oskarja, govori o življenju in karieri legendarnega pianista Raya Charlesa. Jamiejeva neverjetno privlačna igra in živahen soundtrack pa film ponesete naravnost med najboljše biografije v zgodovini 7. umetnosti. Za konec pa seveda nikakor ne smemo pozabiti na psihološki triler Stranski učinki. Nič hudega sluteči taksist se znajde kot talec poklicnega morilca, ki namerava v eni noči pobiti vse ključne priče, ki bi lahko ogrozile njegovega naročnika. Tako trčita na eni strani morilčev nihilizem in na drugi strani taksistov optimističen humanizem. Močan in nasilen triler, ambiciozno, zelo dobro strukturiranim scenarijem poskrbi za napeto vzdušje vse do zadnje minute. Svoje pa doda zelo tih, a hkrati tudi prepričljiv prikaz subtilnih in neprivlačnih plati velemesta. To je bil izbor top 5 filmov z Jamiejem Foxxom po našem mnenju. Ne preostane vam torej nič drugega kot, da si tega res izjemnega igralca ogledate tudi v njegovem najnovejšem filmu Rio. Verjamemo, da vas ne bo razočaral.